Vam bosta minister Gregor Golobič in vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za znanost in tehnologijo dr. Jana Kolar predstavila, kako je nastal načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur za obdobje od 2011 do 2020. Pa dajem besedo kar gospodu ministru. Hvala lepa. Že po letnicah tega okvira načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur vidite neko ujemanje z drugimi pomembnimi dokumenti, ki smo jih v široki razpravi zasnovali na ministrstvu v zadnjem letu dni. Gre za nacionalni program razvoja visokega šolstva in raziskovalno-inovacijsko strategijo Slovenije za obdobje 2011-2020, torej dva strateška dokumenta, ki sta trenutno v medresorskem usklajevanju znotraj vlade in bosta predvidoma v nekaj tednih obravnavana na vladi, potem pa posredovana državnemu zboru v sprejem. Oba dokumenta predvidevata izdelavo seveda mnogih predpisov, ki izhajajo in na poseben način opredeljujejo strateške usmeritve iz njih. Tukaj danes govorimo torej o načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur, ki je en pomemben dokument, ki dopolnjuje v vsebinskem smislu in predstavlja tudi do določene mere izvedbeni dokument raziskovalne in inovacijske strategije. Ker taki dokumenti ne nastajajo preko noči in predvideva njihovo oblikovanje, en velik napor usklajevanja, evidentiranja, usklajevanja in ugotavljanja interesa na eni strani raziskovalne sfere, gospodarstva, kakor tudi možnosti, ki jih država na drugi strani ima, da bi podprla tovrstne ambicije. Seveda nismo čakali zaporedoma, da naredimo korak za korakom, ampak določene stvari, določene postopke vodimo vzporedno. Tako je ta načrt pravzaprav po dolgem obdobju njegovega nastajanja na nek način anticipira oziroma gre vzporedno že z novo raziskovalno inovacijsko strategijo. Podobno kot pri nacionalnem programu visokega šolstva, kjer smo ustanovili že agencijo za kakovost, kjer nova uredba o financiranju univerz ravno tako anticipira določene rešitve, ki bodo predmet dokončne verifikacije v državnem zboru ob sprejemu nacionalnega programa. Skratka, ta načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur opredeljuje prioritete Slovenije na področju raziskovalne infrastrukture. V preteklosti veste, da je bilo nemalo razprav o posamičnih projektih, o posamičnih ambicijah skupin raziskovalcev in podjetij v Sloveniji. Najbolj znano je bilo prizadevanje skupine podjetij in raziskovalne sfere v zvezi z projektom FAIR. To je eden od 34 projektov velike evropske raziskovalne infrastrukture, kjer je na podlagi tako nedvoumnega interesa in tudi izkazanih kapacitet vlada pravzaprav prehitela z to odločitvijo, ker je bil sam projekt oziroma možnost vstopa Slovenije v konzorcij držav, ki bodo sodelovale v izgradnji tega projekta v nemškem Darmstadtu, če se ne motim, je pač bilo treba ujeti ta rok. Vzporedno s tem naj bo omenjeno, čeprav ne sodi v ESFRI projekte, smo naredili določene korake oziroma nadoknadili velik zaostanek, ki je bil pogosto predmet javnih vprašanj in kritik, čemu država Slovenija tu zavlačuje to odločitev, povezano z slovenskim članstvom Republike Slovenije v tako rekoč najbolj gigantski raziskovalni infrastrukturi na tem planetu, to je CERN. V zvezi s tem tudi so nedavno prišle razveseljive novice, ampak o tem bo dr. Kolarjeva v nadaljevanju povedala kaj več. Skratka, ta dokument, ki je pred vami, definira prioritete, služil bo kot neko vodilo in kot pripomoček različnim državnim institucijam pri tem, da bodo skrbele za doseganje čim večjih sinergij, optimalnost izkoriščanja virov, zato da bi javna sredstva bila
smotrno porabljena in istočasno tudi znanstveni in gospodarski sferi, ki ima te ambicije, omogoča z neko veliko večjo stopnjo predvidljivosti kot v preteklosti načrtovati njihove namere. Se pravi, vedo, kaj je tisto, kar Republika Slovenija v prihodnje podpira oziroma vidi kot prioritetno področje pri sodelovanju, pri izgradnji in eksploataciji velike raziskovalne infrastrukture, tako na evropski kot na regionalni ravni, in to je pomemben korak naprej. Sam načrt je pripravila posebna ta načrt projektna delovna skupina, imenovana že maja 2009. To vam pač da nek vtis o tem, koliko časa je bila ta dejavnost pravzaprav načrtovana in vodena, koliko priložnosti je bilo za vse zainteresirane, da se vključijo v pripravo in tega dokumenta in predvsem v razmislek, ki je za njim. Bili so 3 predstavniki ministrstva vključeni, vam poleg direktorice Kolarjeve še dr. Aleš Mihelič in Sergej Možina. Gospodarsko zbornico Slovenije predstavljala gospa Alenka Avberšek, predstavnik Inštituta Jožefa Štefana, pa tudi slovenski delegat v ESFRI skupini, torej v skupini, ki vodi pripravo oziroma izvajanje te ESFRI projektov, torej te velike evropske raziskovalne infrastrukture, je dr. Milan Čeh, predstavnik Univerze v Ljubljani je dr. Peter Dovčin, predstavnik Univerze Maribor in drug slovenski delegat v ESFRI je dr. Jure Maran. V tem obdobju torej je bilo vrsta pozivov objavljenih, kjer so tako raziskovalci, ustanove raziskovalne, kot tudi drugi zainteresirani najavili svoj interes. S tem se je dobilo tudi informacije o stanju stvari glede srednjo velike nacionalne raziskovalne infrastrukture. Znotraj tega seveda ne gre pozabiti, da smo velik korak naprej pri krepitvi te infrastrukture storili z financiranjem centra odličnosti, ki so to pomembno prispevali k večji raziskovalni kapaciteti slovenskih inštitutov in vseh, ki tako infrastrukturo potrebujejo. In vse to skupaj je pravzaprav bilo podlaga za končni premislek te komisije, to je ta načrt. In ta načrt bo od danes naprej mesec dni še v javni obravnavi, potem pa gre v sprejem na vlado. Tako da danes ga po vseh teh procesih, ki so vključevali zainteresirane javnosti, skrbne evalvacije in presoje projektne skupine, gre zdaj še v najširšo javno razpravo in potem v neko odločitev na ravni vlade. Več o sami vsebini, o tem, kako so bile te prioritete izoblikovane, tako glede torej te velike evropske raziskovalne infrastrukture, kot tudi te druge, ki sem jo omenil, in tudi stvari, ki so pravzaprav že bile anticipirane ali pa kjer je morda potrebno še kaj dodati, naprimer CERN, pa prosim, dr. Kolarjeva. Ja, hvala, lep pozdrav. Za začetek bi rekla, da tako kot je minister povedal, že v strokovni skupini za pripravo so sodelovali tako raziskovalci kot gospodarstveniki. Če želimo več proizvodov z visoko dodano vrednostjo v Sloveniji, je ključno, da imamo visoko razvito znanost. To pomeni odlične raziskovalce, odlične inštitucije in absolutno nujno tudi odlično raziskovalno opremo, ki je bila zadnja leta vse preveč zapostavljena. Zato smo se tudi odločili pripraviti ta strateški načrt, da po eni strani pristopimo, omogočimo ta preskok v kvaliteti raziskav v Sloveniji, po drugi strani omogočimo tudi tehnološke preboje in po tretji strani optimiziramo javna sredstva, ki jih vlagamo v drago raziskovalno opremo. Na javni poziv smo prejeli 77 različnih predlogov. 26 se jih je nanašalo na mednarodne infrastrukturne projekte, 51 pa na nacionalne. Izmed teh projektov smo izbrali, je strokovna komisija na koncu predlagala
ministrstvu in potem ministrstvo izoblikovalo predlog za 14 vstopov v mednarodne raziskovalne infrastrukture. Kot je minister že omenil, so med njimi CERN in FER, za katere je vlada že sprejela odločitev, pa tudi 12 dodatnih. Med njimi sodijo, pokrivajo vsa različna področja znanstvenih ved, ukvarjajo se na primer tako z projekt LifeWatch bo omogočil zaščito in trajnostno upravljanje z biodiverziteto. Clarin bo omogočal razvoj slovenskih jezikovnih virov in orodij. Vemo namreč, da je slednje še posebej problematično za majhne narode. Zato je vključitev v te evropska prizadevanja še posebej za majhne narode ključna. Naslednji projekt PRACE bo zagotavljal potrebno infrastrukturo po e-znanosti, se pravi dostop do računalniških kapacitet. Poleg različnih ESFRI projektov, ki jih imate tudi v gradivu, pa vstopamo z tem dokumentom tudi v različne druge projekte, ki niso v sklopu evropskega kažipota, kot je na primer BEL na Japonskem, to je sinhrotron, kjer je slovenska raziskovalna skupina pri pripravi tega 300-milijonskega projekta močno vključena in nosi ključne odgovornosti. Profesor Križan je vodja projekta, koordinator fizikalnega programa in vodja enega od detektorskih podsistemov v tej veliki raziskovalni infrastrukturi na Japonskem. Poleg teh evropskih infrastrukturnih projektov pa je drugi sklop poziva vseboval izgradnjo nacionalnih prioritetnih področij, pri čemer smo se odločili pri čemer smo predlagali 10 različnih področij, od naprednih materialov, varne in zdrave hrane, raziskovalne infrastrukture za aplikacijo v vesoljstvu, digitalnih nacionalnih virov in podobno. Vstopi v evropsko in nacionalno infrastrukturo naj bi omogočili razvoj slovenske znanosti in tehnologije, kot smo povedali. Finančni prispevek je pa ocenjen na okoli 15 milijonov evrov na leto. To bi bilo na kratko. Zdaj, če imate kakšno vprašanje še okoli drugih vsebin povezanih z roadmapom. Vse je natančno v gradivu, seveda pa ta vložek države in tudi sam načrt predpostavlja sprejem RIS-a z vsemi predpostavkami, torej nove raziskovalne inovacijske strategije, to pa je, da Slovenija trend, ki ga v zadnjih letih vzpostavlja na povečevanja sredstev za raziskave in razvoj, ohrani tudi v prihodnjih letih. To je seveda ključen vidik in predpostavka tega in tudi demonstracija oziroma nek način izkaz tega, da država misli resno, ko govori o družbi znanja, kot tistem temeljem, na katerem lahko v prihodnosti računamo, da razvoj Slovenije. Tako da z vsemi temi dokumenti mi dosledno usmerjamo ne samo področje raziskovalne sfere, akademske sfere, tehnologije, ampak tudi krepimo ali pa dajemo neko artikulirano podlago za to, da bo država skozi svoje proračunske načrte in prioritete lahko tem ciljem sledila, oziroma da jih bo imela na kaj opreti. Tako da tu v nacionalni reformni program, ki bo do aprila meseca posredovan tudi v Bruselj, smo vključili tudi te ključne dokumente in ta načrt je eden od tistih operativnih vidikov strategij, ki za prihodnjih 10 let pomenijo ključen pravzaprav zasuk v razumevanju tega, kaj Slovenija mora početi, če želi biti uspešna v prihodnosti. Je morda še kakšno vprašanje?